V Veliki Polani bo tradicionalno pomurski poletni festival, ki ponuja res širok in pester nabor dogodkov. In z nami je predstavnica društva Štrk, ki seveda vse organizira, Bettina Litrop. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Bettina Litrop, od 6. do 9. avgusta bo v Veliki Polani pestro. Ja, res je. Mi smo že tako rekoč v nizkem štartu, je vse pripravljeno na začetek in sicer letos že 28. se bo odvijal Pomurski poletni festival, kot ste omenili, od 6. do 9. avgusta bo Velika Polana spet neko središče poletnega dogajanja pod motom najlepša doživetja vsakega poletja in za vsakega nekaj, tako da smo se tudi letos zelo potrudili, da sestavimo nek pester in raznolik program. Prvi večer bodo z vami Dekvaše Neretašaj. To je nekako, lahko rečeva, da že legendarna skupina na naših tleh. Absolutno, legendarna skupina in legendarni dogodek. Zdaj po tem povratku skupine, tako na glavnem odru, seveda Dekvaše Neretašaj. Pred njimi bo oder ogrela skupina Zlata žila. Vstop na koncerte je prost v sredo. Seveda pa imamo tudi veliko pestrega in spremljevalnega programa, ki se bo odvijal popoldan in sicer ob 16. uri začnemo s tradicionalnim balinanjem in pa ob 17. uri tudi neka legendarna nogometna tekma in sicer predstavnikov občin proti predstavnikom medijev, tako da je tudi to vedno lepo za pogledati. Je in vedno je pester in bogat spremljajoč program. K temu bova še prišla, torej Zlata žila in Dekvaše Neretašaj bosta razvnela plesišče prvi večer, potem pa pridejo naslednji večer na svoj račun tudi ljubitelji narodno-zabavne glasbe. Tako, ljubitelji narodno-zabavne glasbe se bodo lahko v četrtek vrteli v teh ritmih in sicer čez dan skupino Polanski zvoki in pa zvečer pridejo na oder Fehtarji, ki bodo poskrbeli za pravi podeželski rock'n'roll, kot sami pravijo. Tako, in kaj se bo pa dogajalo pred tem? Kajti običajno spremljevalni program se začne veliko pred koncertom. Tako, v četrtek že v bistvu zelo zgodaj za naš urnik. Ob 14. uri se bodo seniorji najprej poveselili s polanskimi zvoki, srečanjem seniorjev. 1 uro kasneje, ob 15. pa se bo začelo tekmovanje v kuhanju bujte repe. In bo zelo zadišalo na našem prireditvenem prostoru, tako da tudi vsi kuharji zelo lepo vabljeni, da se nam pridružite na tekmovanju in pa seveda tudi tisti, ki jo radi pojejo. Boste ocenjevali bujto repo? Ja, komisijo sestavlja 3-članska komisija, ki bodo zelo natančno ocenili vsako bujto repo. In kaj mora imeti taka bujta repa na Pomurskem poletnem festivalu, da je prava bujta repa? Ja, naše babice bi rekle, mora biti mastna, ne? Se pravi, ne šparat z mastjo in začimbami in pa nek stari rek pravi, da se iz bujte repe mora kaditi, potem je dobra. Zakaj bujta repa v Veliki Polani? To je še eno vprašanje, ki je recimo tako zanimivo. Običajno kuhajo bograč ali pa zelje. Pri vas ste se odločili za bujto repo. Ja, mnogi tega ne vejo. Na Pomurskem poletnem festivalu ohranjamo te neke običaje in nekoč so bile tudi koline in iz tega se je potem razvilo, da se je kuhala bujta repa. Se pravi, od tega, kar so imeli ljudje doma, kar se je tudi na kolinah jedlo, se je potem uporabilo v tem kuhanju bujte repe in to smo želeli ohraniti. In bujta repa je taka naša tradicionalna jed na žlico, ki jo ima vsak rad. Torej so vabljeni tudi ne nujno samo kuharji in kuharice, ampak tudi tisti, ki radi kaj dobrega na žlico pojedo. Tako, tisti, ki jo radi pojedo in tisti, ki je mogoče še niso poskusili. Tako, in to nam bo potem dalo dovolj energije, da bomo s polanskimi zvoki in fehtarji lahko se zabavali, plesali in morda tudi kdo zapel dolgo v noč ali zgodaj v jutro.
Res je, ja. In naslednje jutro potem prihaja Mineja. Naslednje jutro oziroma naslednji jutro, večer bo nastopila Mineja, pred njo pa še skupina Misteri, ki bodo najprej ogreli šotor in verjamemo, da bo tudi v petek zelo vroče na našem prireditvenem prostoru. Vroče pa tudi zato, ker bomo tudi v petek začeli v športnem slogu in sicer z eno igro, ki smo jo uvedli lansko leto. Mi smo jo poimenovali Štrkov Šenkrejt oziroma Cornhole, to je v bistvu metanje koruze. Dve nasprotni ekipi nabirate točke in potem tista, ki nabere največ točk. V redu, kako to gre, to metanje koruze? Jo moraš daleč vreči ali pa v kak določen predmet, recimo košaro? Metanje koruze v bistvu je metanje žakeljčkov koruze in sta dve tabli v nasprotnih ekipah. V tabli je luknja in to luknjo je potrebno zadeti. In tako se potem nabirajo točke, če zadanemo tablo ali luknjo, se točke seštevajo. In kako je bilo lansko leto? Ja, moram reči, da zelo zabavno. Dokler ekipe pogruntajo, kako je treba žakeljček vreči in kako daleč, kako močno ga je treba vreči, smo se kar nasmejali. Zdaj, če smo pri ekipah, ekipe se lahko še prijavijo oziroma lahko pridejo na prizorišče in pravijo, dobro, ok, mi bi zdaj igrali Cornhole oziroma Štrkov Šenkrejt, kot pravite. Tako, ekipe se lahko prijavijo predhodno v našem Ticu, v občinski zgradbi v Veliki Polani ali pa na licu mesta v petek ob 16. oziroma malo pred 16. uro. Dobro, v petek bomo metali koruzo, bomo delali še kaj? V petek bomo metali koruzo, naši najmlajši obiskovalci pa si bodo lahko ogledali predstavo gledališča Kukuc ob 19. uri in sicer pod naslovom Zmaj Iskrica. Kukuc gledališče bo namreč vsak večer pripravilo eno predstavo za naše najmlajše obiskovalce, vedno ob 19. uri. Prej sva pozabila omeniti, v sredo predstava Pogum na Fonzi, v četrtek Zajčkov zvonček, v petek, kot že rečeno, Zmaj Iskrica in pa v soboto Škratka sladka. Dobro, potem greva zdaj k soboti, to je vrhunec in sicer Bigfoot Mama, to je tudi ena izmed legendarnih zasedb na slovenskih tleh. Ja, legendarna zasedba na slovenskih tleh in tako rekoč že neki stari prijatelji Pomurskega poletnega festivala, že večkrat so nastopili. Pred njimi bo skupina Einschlag poskrbela za prave rockerske ritme in ker je vsako leto en dan na festivalu rockersko obarvan, je tudi letos sobota namenjena temu. Tako, Einschlag so radenski rockerji, ki pravijo, da so Einschlag zato, ker einschlagati moramo vino. Tako, ja. In pred tem bo kakšno dogajanje? Tako, pred tem zadnji dan pa spet v nekem domačem športnem slogu in sicer ob 14. uri začnemo s tradicionalno prireditvijo Vsi klačimo Spücki. Zraven se bo odvijalo srečanje starodobnikov in pa senje. Vsi klačimo Spücki je ena prireditev, kjer se zberejo ljubitelji kolesarjenja in starih koles in se skupaj z našimi Pücki odpravijo na eno tako krajšo kolesarsko pot. Okoli 14. ure bo štart izpred prireditvenega prostora. Seveda bo poskrbljeno tudi za okrepčilo na poti in veliko dobre volje. Seveda, veliko dobre volje je vedno na Pomurskem poletnem festivalu. Imava še kaj zapovedati oziroma sva karkoli še pozabila, razen tega, da sva povedala, vsi koncerti so brezplačni, spravi vstopnine ni. Vstopnina je 2 dni, v četrtek in soboto, po 10 evrov. Vstopnice pa je možno kupiti na vhodu na prizorišče. Ne smeva pa pozabiti tudi na drugi oder Pomurskega poletnega festivala in sicer elektronski oder. Tam bosta letos vrtela, kot se temu reče, 2 DJ-ja in sicer DJ Blinder in DJ Črt, tako da za vse ljubitelje elektronske glasbe se tudi najde nekaj na našem festivalu. Sva še kaj pozabila ali bova še kaj dodala k najlepšim doživetjem našega poletja? Vreme, predvidevam, da ste naročili, to vprašanje je na mestu, glede na to, kakšno je zadnje dni. Ja, mi smo naročili dobro vreme, zdaj pa, če nas bodo upoštevali, bomo pa
videli, ampak seveda upamo, da bo vreme zdržalo, sicer pa naš šotor je zelo velik, tako da tudi, če je malo deževno, ni velikega problema. Imamo vsi dovolj mesta, da se poveselimo, zaplešemo, zažuramo. Dodava lahko še samo eno lepo povabilo, tako da lepo vabljeni vsi ljubitelji Pomurskega poletnega festivala, prijatelji, oboževalci, kakorkoli vsi, ki imate radi dobro glasbo, šport in dobro hrano. Vsi od najmlajših do najstarejših, da se nam pridružite te 4 dni in skupaj z nami uživate. Torej za najmlajše bo vsak večer ob 19. poskrbelo gledališče Kukuc. Na velikem odru se bodo zvrstili Zlata žila, Dekvašen retašaj, potem Polanski zvoki in fehtarji, Minea, Bigfoot, Mama Einschlag in tako naprej. Vsak dan je poskrbljeno tudi za igre ali pa za, kot sva povedala, bujto repo. Tako da zagotovo je za vsak okus in vsako generacijo nekaj. Le še odpraviti se bo potrebno do Velike Polane. Tako je. Vse informacije ali pa karkoli bi želeli še dodatno, pa izvemo v Ticu v občinski zgradbi občine Polana. Tako v Ticu ali na spletni strani www.strg.si oziroma na naših socialnih omrežjih Pomurski poletni festival. Bettina Littrop, predstavnica društva Štrk, najlepša hvala. Hvala. Spoštovani gledalke in gledalci, vabili smo na Pomurski poletni festival v tokratni oddaji Aktualno. Naša gostja je bila Bettina Littrop, predstavnica društva Štrk.